Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje, začenjamo prvo izredno sejo Državnega zbora, ki je bila sklicana na podlagi drugega odstavka 58. člena ter drugega odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora. Prehajamo na drugo točko dnevnega reda, to je na obravnavo predloga odloka o ustanovitvi nalogah delovnih teles Državnega zbora. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Na vprašanje, zakaj se nenadoma tako mudi z ustanovitvijo začasnih delovnih teles, včeraj na kolegiju predsednika parlamenta nismo prejeli odgovora. Prav tako nam ni bilo pojasnjeno, zakaj je bilo treba v tej naglici preskočiti že napovedani in običajni posvet predsednika Državnega zbora z vodji poslanskih skupin, da razdelitev mandatov predsednikov in podpredsednikov odborov ne sledi demokratičnim načelom, ki veljevajo upoštevanje rezultata volitev. Slovenska demokratska stranka si je namreč pri delitvi predsedniških mest prisvojila vodenje kar dveh od treh delovnih teles, in to kljub temu, da je na volitvah dosegla drugi najboljši rezultat, ter ob dejstvu, da še vedno ne vemo, kakšna bo dejanska sestava prihodnje vladne koalicije. Zato, da bi se pri razdelitvi predsedniških mest dejansko upošteval volilni rezultat, smo včeraj na kolegiju podprli predlog, da bi eno od teh dveh mest pripadlo poslanski skupini Nove Slovenije, SLS in Fokusa, ki je na volitvah dosegla tretje mesto. Desnosredinska večina, ki javno še vedno deluje na netransparenten način, je ta predlog soglasno zavrnila in brezkompromisno izglasovala predlog predsednika Državnega zbora, ki je po našem mnenju v nasprotju z osnovnimi demokratičnimi načeli. Gospa Katič, glede na to, da ste omenjala kolegi, katerega sem vodil jaz, bi lahko samo dodal to, da ni ravno res, da ste ostali brez odgovora na to, zakaj taka naglica. Odgovor je bil ta, da moramo postaviti parlament čim prej, da začne funkcionirati glede na trenutno situacijo. Nadalje vabim k govornici. Izvolite, gospa Sukič. Spoštovani predsedujoči, eno od pravil v parlamentu je tudi to, da ne polemizirate z stališči poslanskih skupin, niste prijavljeni k razpravi, vodite to sejo, vendar nimate po poslovniku, ne me prekinjati, da povem do konca svoj postopkovni predlog. A smem povedati postopkovni predlog? Ampak ni postopkovno, morate mi razložiti. Postopkovno predlagam, da se v bodoče vzdržite komentiranja stališč poslanskih skupin. Hvala lepa. Gospa Sukič, hvala za sugestijo, ampak vas naprošam, da se pri postopkovnih vprašanjih javljate dejansko s postopkovnimi vprašanji. K govornici vabim predstavnika poslanske skupine Levica in Vesna, gospoda Luko Mesca. Postopkovno še gospa Sluga in gospa Lena Grgurevič. Gospa Sluga, dajem vam besedo v okviru postopkovnega predloga, ampak vas prosim, da se res držite postopkovnih pravil. Ja. Če ste začeli sedaj svoj mandat, predvidevam, da ste tudi prebrali Poslovnik Državnega zbora. Poslovniku Državnega zbora zelo jasno piše, kakšne so naloge predsednika Državnega zbora. Taksativno so naštete. Gospa Sluga, kaj je postopkovno? In med temi nalogami ne piše, da predsedujoči komentira in polemizira stališči poslanskih skupin. Prosim, da si, predsednik, še enkrat preberete ta člen poslovnika, zelo natančno preučite te alineje in se vzdržite tovrstnih komentarjev, saj so popolnoma neprimerni. Najlepša hvala. Še gospa Lena Grgurevič. A lahko prosim mir? No, jaz bi seveda opozorila na to, ker ste kolegico Sukič, ki je čisto pravilno podala postopkovni predlog, podučevali, da to ni postopkovni predlog. To je bil klasičen, torej šolski postopkovni predlog. Opozorila je na kršitev poslovnika, tako da vaš poduk ni bil pravilen. Toliko, res prosim, preberite poslovnik. K govornici vabim predstavnika poslanske skupine Levica in Vesna, gospoda Luka Mesca. Ja, hvala lepa in lepo pozdravljeni. Jaz bi kar uvodoma spomnil še na eno pravilo, ki ni napisano, ampak mislim, da v vseh civiliziranih družbah velja.
Ko ima nekdo prižgan mikrofon in je pri besedi, mu ne skačemo v besedo, posebej ne z mesta predsedujočega, in ko nam ni všeč, kar nekdo pove, se vzdržimo krohota in podobnih neslanosti v nasprotni klopi. Na parlamentarni praksi in predvsem kulturi političnega dialoga bomo očitno morali v tem mandatu še veliko delati. O tem vam govorim. Povem eno stvar, ki vam ni všeč, in dobim v odziv krohota. Lahko povem do konca, medtem ko vam mikrofon prižgan? Prosim. Prisotnih 85 poslancev, za je glasovalo 49, proti je bilo 36. Ugotavljam, da je bil sklep sprejet. Izvolite, gospod Sajovic. Hvala lepa. No, pri razdelitvi funkcij in neupoštevanju rezultatov volitev se prevare, zavajanja, tudi prelom podpisanih obljub v tej državi očitno nagrajuje. Rezultat volitev... Gospod Sajovic, kaj je postopkovno? Ne, dajte prvo povedati, kaj je postopkovno, pa potem nadaljujte z razpravo. Ne, nima 3 minut, če ni postopkovne lastnosti. Gospod predsednik, pisalo se je leto 1900... Gospod Sajovic, postopkovno ste se javili. Dajte prosim povedati, če ne moram vas prekiniti. Glejte, gospod predsednik, pisalo se je leto 1992, takrat je bil približen takle kaos. In takrat je en Klen Gorenc najenemu gorenskemu rojaku rekel, pa ne nam tle afne guncat. In točno to se zdaj počne. 3 minute imam časa za obrazložitev proceduralnega predloga in na koncu bom povedal, kakšen je proceduralni predlog. Kaj če bi povedal na začetku, pa potem nadaljeval z vsebino? Glejte, gospod predsednik, ena takale knjižica obstaja, veste? Treba jo je prebrati. In zato, da vam bom to stisko pa negotovost olajšal, ko bom obrazložil, bom na koncu napovedal obstrukcijo. Če se strinjate, a je obstrukcija proceduralen predlog? Hvala lepa za vašo velikodušnost in dobroto. Mi želimo, da so delovna mesta razdeljena v skladu z rezultatom, tako kot je bilo v preteklosti. Predsedovanje 3 odborom bi si morali razdeliti poslanski skupini Svoboda, v stranki SDS in tudi v Novi Sloveniji, ki očitno molči, ker bo nagrajena druge. Pri takih rabotah poslanski skupini ne želimo sodelovati, zato napovedujemo obstrukcijo. Vam bom takoj povedala postopkovni predlog, tako da vam bom navedla tudi člen poslovnika, in sicer v skladu z drugim odstavkom 65. člena poslovnika Državnega zbora v poslanski skupini Socialnih demokratov napovedujemo obstrukcijo oziroma odsotnost vseh članov naše poslanske skupine pri točki A, mandatno-volilne zadeve, to je predlog sklepa o imenovanju predsednikov in podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora. Socialnih demokratov pri tej točki ne bomo sodelovali. Najlepša hvala, gospa Hot, predvsem za šolski primer postopkovnega predloga. Gospod Luka Mesec, izvolite. Hvala lepa. Tudi mi napovedujemo obstrukcijo, če dovolite, bom pa kratko zgodovinsko razložil, zakaj je to, kar počnete, narobe. Že v 19. stoletju so ugotovili, da je demokracija, če ni omejena z jasnimi principi, načeli in pravili, zelo hitro postane tiranija večine. Današnji ureditvi se povsod na Zahodu reče liberalna demokracija, to je demokracija, ki ima načela, pravila in principe, ki se jih je treba držati, zato da demokracija ne postane tiranija večine. In če nočemo, da to postane, se je teh pravil treba držati. Ker smo v parlamentu, ki je že na prvi seji kolegija predsednika Državnega zbora eno od bistvenih pravil oziroma principov v pohodu, to je načelo sorazmernosti in načelo, da mora demokracija vsebovati in odražati voljo volivcev, ne moremo pri teh odločitvah, ki jih zdajle sprejemate, sodelovati naprej, zato tudi v poslanski skupini Vesna in Levica napovedujemo obstrukcijo.
Najlepša hvala.